Glavna novica tega tedna pa prihaja iz vrst Slovenske vojske, ki je ta teden ostala brez brigadirja Mihe Škrbinca. Ta naj bi bil razrešen zaradi neupoštevanja ukazov ob izvajanju vojaških vaj na Počku. Razrešitev je zahteval Erjavec zaradi ignorance njegovega navodila, da po 11. uri zvečer ni urjenja s težko oborožitvijo. Treba razumeti, da Karl Erjavec prihaja iz vrst upokojencev. Če gre njim kaj na živce, je to pokanje po 11. uri zvečer. Poleg tega, da ne smejo biti preglasni, naj bi Erjavec slovenskim vojakom zapovedal še, da ne smejo igrati nogometa na dvorišču in da ne smejo parkirati tankov na njegovem parkplacu, ki ga je rezerviral z gajbico. Po ukradenem strelivu in 4 zaporednih negativnih ocenah gre tukaj za nov spodrsljaj v Slovenski vojski, ampak tokrat se je dogodek vsaj zgodil nekje Bogu za hrbtom in noben drug razen nas tega ne bo zvedel. Zadrega je toliko večja, ker je šlo za skupno vajo z ameriškimi vojaki v okviru zavezništva NATO. A res, glih takrat, ko so na obisku kolegi iz Amerike, ljubitelji bombardiranja, mi omejimo pokanje in uvedemo policijsko uro. To je tako, kot bi če gostil skupino Erasmusovih študentov, pa bi jih namesto po lokalih pelil po galerijah. Skupinsko bombardiranje z Američani pa se je dogajalo ravno v času, ko je Erjavec pobliže spoznaval eno bombo z Amerike. Medtem ko se je v palači Združenih narodov posvečal Angelini Jolie, so na ravno ta dan ameriški vojaki snemali vojaško vajo Eagle Sokol 2019. Ja, medtem ko je Erjavec spoznaval ameriško filmsko zvezdo, so Američani pri nas snemali filmček z naslovom Eagle Sokol 2019, kar zveni kot naslov slabega akcijskega filma z 90-ih, v katerem ima glavno vlogo David Hasselhoff. Čeprav ime Eagle Sokol 2019 zveni kot čist normalen naslov vojaške vaje, dokler ne ugotoviš, da beseda Eagle pomeni orel in ne sokol. Ne samo, da so organizirali zabavo, ki se konča ob 11, še napačno ime so ji dali. In čeprav so na Počku vojaške vaje načeloma dovoljene tudi sred noči, so bile tokrat prepovedane, saj naj bi z njimi motili prebivalce v okoliških krajih. In kaj točno naj bi jih motilo? A res? A to pokanje jih je zmotilo? Se vidi, da so s podeželja, ki v večini slovenskih mest poka glasnej vsakič, ko Srbi osvojijo kakšno medaljo. A je res ali ni? Je res, ne? Upam samo, da slovenski vojaki med pokanjem niso kakšnega minometa obrnili v napačno smer pa zadeli bankomat v Divači. Vsekakor pa se bo zaradi razrešitve brigadirja minister Karl Erjavec zdaj moral zagovarjati pred premierjem Šarcem. Minister Erjavec bo moral pojasniti svojo odločitev. Mislim pa, da je to bil predlog načelnice generalštaba, kolikor vem. Tako da tukaj so zadeve jasne. Tukaj bi rad opozoril na 2 stvari. Prvič, da Šarec očitno ni sodeloval pri tej odločitvi in drugič, kar je pomembnejše, da ima Šarec oblečen Sveto suknjič. To se še ni zgodilo. Tle je Šarec kot župan Kamnika. Tukaj je kot kandidat za predsednika. In tle je Šarec kot premier. Vedno ima temen suknjič. Nikoli svetoga. Kar pomeni, da prihaja pomlad. Včasih so bile znanilke pomladi lastovice, danes pa je to Šarec v pastelnih barvah. To je znak. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!